V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. V začetku svete maše prav lepo vse pozdravljam, vse navzoče duhovnike, gospoda diakona Francija Petriča in vas, dragi verniki. Nekaj nedelj smo pri Božji besedi poslušali o kruhu življenja. Jezus sam o sebi pravi, da je kruh življenja. Danes pa pravi o sebi, da ima edino on besede večnega življenja. Nekateri so na tem godrnjali in so od Jezusa odstopili. Na Jezusovo vprašanje učencem, ali hočete oditi tudi vi, odgovori Simon Peter: Gospod, komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji sin. Zelo aktualno vprašanje tudi za današnji čas. Danes pa se še spominjamo časa izpred 80 let, odkar je bila postavljena kapela Matere Božje, v kateri so opisane vse žrtve prve in druge svetovne vojne iz župnije Rote, ne glede na to, kateri opciji je kdo pripadal in na kateri strani se je kdo boril. Vseh teh in vseh, ki so bili še po vojni pobiti, se bomo danes spomnili pri maši in jih priporočili Bogu, naj jih usmiljeno sprejme v svoje naročje, najprej pa pred Bogom priznajmo svoje grehe, pomanjkljivosti in slabosti, da bomo to daritev pridno opravili. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega poskusila starega Gospodja. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Svetoljubico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za nami rešitev. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Nebeški Oče, svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Odpiraj nas, da bomo vzljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. O našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Jozufove knjige. Jozue je zbral vse Izraelove rodove, sklical je Izraelove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje in postavili so se pred Bogom. Tedaj je rekel Jozue vsemu ljudstvu: če vam ni všeč, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti. Ali bogovom, katerim so služili vaši očetje od Stranejke, ali bogovom Amorejcev, v katerih deželi bivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Ljudstvo je tedaj odgovorilo in reklo: Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda in služili drugim bogovom. Kajti Gospod je naš Bog. On je izpeljal nas in naše očete iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti in je pred našimi očmi delal ta velika znamenja, nas varoval na vsej poti, po kateri smo hodili, in pred vsemi ljudstvi, sredi katerih smo potovali. Tudi mi bomo služili Gospodu, kajti naš Bog je. To je Božja beseda. Bogu hvala. Oh
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, iz strahu spoštovanja do Kristusa se podrejete drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava žene, kakor je Kristus glava cerkvi, svojemu telesu, ki je odrešenik. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene možje. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil v kopeli vode z besedo, tako, da bi sam postavil predse veličastvo cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brez madeža. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svoje žene, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega telesa, temveč ga hrani in neguje kakor Kristus cerkev. Smo namreč udje njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Ta skrivnost je velika, jaz pa pravim glede Kristusa in glede cerkve. Božja beseda. Bogu hvala. In če boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil prej, duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo. Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govoril jim je, zaradi tega sem vam rekel, nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od očeta. Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel 12, ali hočete hoditi tudi vi? Simon Peter mu je odvrnil, Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti sveti od Boga. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani visoki gostje, dragi sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre, priznam, v posebno zadoščenje mi je, ker smem današnje že tradicionalno srečanje ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki smo ga obhajali v petek, obhajati tukaj pri vas,
pri oltarju svetega Mihaela v Rovtah, kjer sem sam pred 31 leti bil navzoč pri blagoslovu spomenika vašim 212 žrtvam in večkrat tudi gost te vaše župnije. Današnje spominjanje nas najprej povezuje z vašimi predniki, ki so končali svoja mlada življenja med in po drugi svetovni vojni. Velika večina kot žrtve komunističnega zločina. Obenem pa nas povezuje z vsemi, prav vsemi žrtvami zločinskih ideologij in sistemov v naši domovini in po svetu. Politični analitik Zbigniew Brzezinski je zapisal že pred 20 leti, da je bilo 20. stoletje mega umiranja in organizirane blaznosti. Med Prvo svetovno vojno je umrlo 13 milijonov civilistov, med drugo 20 milijonov. Poskus izgradnje totalitarnih sistemov je ob 87 milijonih žrtev vojn zahteval še dodatnih 80 milijonov žrtev. Tako Brzezinski. Današnji svet, ki od Ukrajine do Bližnjega vzhoda, od Severne Koreje prek Irana do Sudana ter drugih afriških dežel tja do Srednje Amerike v Nikaragvi, govori, kako se žrtvam preteklosti pridružujejo nove, brezštevilne množice ustrahovanih, fizično mučenih, psihološko izčrpanih, preseljenih, izkoreninjenih, obuboženih, osirotelih in ovdovelih, daje priložnost, da skupaj s papežem Frančiškom tudi mi ponovimo: nikoli več vojne. Ustavite spiralo sovraštva. Jedro vojne je brezno zla, je dejal včeraj papež Frančišek ob sprejemu nekaterih politikov. Naše bogoslužno srečanje je torej goreč klic k Bogu, naj na zemlji zavladajo pravičnost, mir, odpuščanje, življenje in ljubezen. Prav v duhu tega, kar je pesnik France Balantič dejal svojemu sotovarišu, slikarju Marjanu Tršarju v italijanskem koncentracijskem taborišču Gonars. Dejal je: veš, spoznal sem, da nas ne more odrešiti nobena ideologija sovraštva. Svet lahko reši samo Kristusova ljubezen. Evangelij, ki smo ga slišali in se povezuje, kot je rekel že gospod župnik v uvodu, to sveto mašo z evangeliji preteklih 4 nedelj, ko je Jezus nasitil lačno množico ter nato napovedal Evharistijo, nam pove, kaj se je zgodilo po čudežu in izjavi o sebi kot hrani za večno življenje z učenci in množico. Sveti Janez je zapisal: po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili za njim. Tudi nam je postavljena alternativa iz današnjega evangelija. Ali hočete oditi tudi vi? Evangelij računa s to možnostjo, da se učenci Jezusu približajo in da ga tudi lahko zapustijo. Nihče jih ne bo za to preganjal. V današnjem svetu jih bodo morda celo hvalili. Živimo v času, ko se v krščansko opredeljenih deželah, to velja tudi za Slovenijo, nekateri obračajo stran od Kristusa. Zato se sprašujemo, kaj je bilo tisto, kar je apostole zadržalo od Jezusu in kaj lahko tudi nas nagovori, da ga ne zapustimo. Odgovor, ki ga je Peter izrekel, zveni praktično že kot prava izpoved. Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. In mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, sin Boga. Vprašajmo se, kako bi mi utemeljili svojo opredelitev? Zakaj ne podidemo? Zakaj postajamo pri Jezusu, ko ga drugi zapuščajo? Večkrat sem si sam ob srečanju z ljudmi, ki so iz različnih razlogov zapustili občestvo cerkve, saj se spomnite, pohujšanje nad zgodovinskimi grehi cerkve, inkvizicija,
križarske vojne, grešni papeži ali pa sodobni škandali zlorabi, sem si sam tudi zastavil vprašanje, zakaj postati in ostati kristjan? Moj odgovor je vedno znova, zaradi evangelija. Evangelija, ki je ustava cerkve in srca, ter je Božje in nečloveško delo. Da, ustava cerkve je evangelij, ki ni človeško delo, kot so ustave držav, ki se lahko tudi pokvarijo. Skozi oči evangelija se kristjanu odpira pogled, kakršni se mu ne nudi nikjer drugje. Nobena druga kultura ali misel, znanstveni pogled do tega, ideologija mu ne more dati tega. Odpira mu pogled iz večnosti, iz neskončnosti. In ko človek gleda iz večnostne perspektive dogajanja v svetu, dobi drugačen odnos. Skozi oči evangelija tudi v drugem človeku ne vidimo tujca, sovražnika, ampak brata in sestre. Da. In tako opredelitev so, čeprav z manj teološkimi definicijami, živeli možje in žene, naši predniki. Tudi oni so bili postavljeni pred pomembne, tudi usodne življenjske odločitve in vprašanja. V prelomnih časih so vedeli, da je evangelij, Božja beseda, tista, ki kaže pravo smer v pristno življenje. Vaši predniki v Ravtah so to potrdili z dogodkom, ki ga moramo danes posebej omeniti. Pred 80 leti, 5. novembra 1944, so blagoslovili kapelo Matere Božje v spomin žrtvam prve in druge svetovne vojne. Gre za edinstven primer v vsej Evropi, kjer so na spomeniku napisani vsi brez razlike, na kateri strani so padli. In to je bilo narejeno v času, pomislite, ko je bila pri nas okupacija in ko je pri nas žela svojo žetev krvava revolucija. Ker so ti vaši predniki živeli iz izrečene obljube, Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda in služili drugim bogovom, kar smo slišali danes v prvem periodu. In ker so poznali Petrovo odločitev, Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Res je, v okupaciji sta fašizem in nacizem hotela uničiti slovenski narod. Koncentracijska taborišča, preseljevanje, izseljevanje. To je bila ta prva stvar, ki so jo doživeli naši ljudje. A tako izraven smo doživeli revolucijo, ki je pod krinko osvobodilnega boja izvajala komunistična partija. In ta je prinašala dodatno prelivanje krvi, umore, ustrahovanja, ter hotela predvsem uničiti vero v ljudeh. Vero v Boga in boljše življenje. In temu so se ljudje uprli tudi za ceno krvi, mučenj in smrti. Predvojne Ravte so bile v povojnih učbenikih označene za konzervativno vas, slepo vdano cerkev. Resnica je bila seveda drugačna. Tu je bilo že ob prelomu iz 19. v 20. stoletje izjemno napredno in razvito gospodarsko, družbeno in izobraževalno življenje. Ljudje so veliko brali, poznali so dogodke iz revolucije v Španiji in to, kar se je dogajalo v Sovjetski zvezi. Vedeli so tudi za papeške smernice, da ne smejo sodelovati z brezbožnim komunizmom. Zato je bil njihov odziv na partizanski teror, ki je v Ravtah zelo zgodaj začel svoj krvavi ples, povezovanje in obramba v vaških stražah in kasneje v domobranski vojski. Po vojni se je zato, kot vemo, oblast hudo znesla nad njimi. Pobili so nad 90% vseh mož in fantov. Pa režimu tega ni bilo dovolj, da je vas ostala brez mož in fantov, da je bila cerkev, kot je rekel župnik Švajger, polna črnih rut, ko so prišli k mašam, ko se ni smelo zvoniti za pogreb in ne za pogrebno mašo za temi možmi. In storili so še nekaj več. Začeli so načrtno zapostavljati kraj in njegov razvoj. Kapelica, blagoslovljena pred 80 leti, pripoveduje, da so bili v Ravtah ljudje, ki so živeli za evangeljske vrednote in
spominjanje letega na današnji dan potrjuje, da ste vi, možje in žene, ki ste prestali pravi genocid, potomci mučencev. Danes torej ne molimo za pokoj duš teh, ki so jih pobili, ampak se jim priporočamo za blagoslov naši domovini. Pogled v današnjo slovensko stvarnost, ko imamo svojo državo, pa zbuja v nas zaskrbljenost za usodo te države in demokracije. Kot da nas preteklost ni izučila, se ponavljajo delitve, izključevanja. Doživljamo vladavino laži in praznih obljub. Grozi nam novi totalitarizem v imenu nevladnikov in v imenu tako imenovane svobode. Slovenija oziroma njena tranzicijska politika ni sprejela evropske resolucije o obsodbah totalitarizmov, posebej tudi komunističnega. Še več, sedanja vlada je čez noč, takoj ko je nastopila, ukinila spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Kako arogantno in brezčutno. Komunistični zločinci si pač že od leta 1941 naprej lastijo izključno pravico do antifašizma, kar seveda ni res, če pomislimo samo na primorski tiger, pa še kakšne upornike bi našli. Zdi se, da je tudi po uvedbi demokracije leta 1990 komunistično-hudbovska naveza obdržala v rokah vse ključne vzvode države in da danes obvladuje v Sloveniji praktično vse. Zato vztrajajo pri neomadeževanosti tako imenovane NOB in vzdržujejo njen mit. Se izmikajo obsodbam komunističnih zločinov in se pri tem celo sklicujejo na tradicije zrežiranega kočevskega procesa. Tako še danes nimamo mrliških listov pobitih v povojnih pobojih. Po sodbi poznavalcev se zdi, da udbovsko-strankarska naveza, ki kaže vse znake delovanja balkanske mafije, posledično preprečuje pokoj 3450 slovenskih žrtev iz Macesnove Gorice na Ljubljanskih Žalah. In noben klic ne pomaga. Njihovi posmrtni ostanki pa ležijo v zabojih neke garaže komunalne službe v Kočevju. Skrajno necivilizacijsko. Ob vseh teh in drugih očitnih krivicah, ob vsej tej oblastni ignoranci do povojnih pobojev in krivic, sedanje oblasti, ki nas prepričuje o svobodi po njihovi meri, se nam upravičeno zastavlja vprašanje, ki ga je izrekel nek naš koroški rojak. Se je slovensko ljudstvo že povzpelo do naroda? Kje je narod? Kje je narodno sočutenje, sočustvovanje? Kje je ponos na lastno državo? Državotvorna nacija ne more imeti temeljev v revoluciji in zločinih na preliti krvi bratov in sester. Spoštovani, ali nas lahko vse te bridke in skrb zbujajoče rane v naši državi pustijo neprizadete in malodušne? Ne, kot kristjani verujemo, da je Bog gospodar zgodovine. Res, lahko ljudje marsikaj zavozimo in tudi zapravimo, a ker zaupamo v moč molitve in priprošnjo učencev naše narodne zgodovine, nismo pesimisti in ne obetujemo. Na spominski plošči na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani je zapisano tisto, kar bi sicer moralo pisati na spomeniku žrtvam totalitarizmov na Kongresnem trgu, ki je spomenik brez vsebine. Ta plošča pa pravi tole: izkazujemo čast in žalujemo za vsemi Slovenci, ki so trpeli pod fašizmom in nacizmom. Izkazujemo čast in žalujemo za vsemi Slovenci, ki so trpeli pod komunizmom. Izkazujemo čast vsem Slovencem, ki so iskali mir in se niso mogli izogniti vojni. Izkazujemo čast in slavimo pogum vseh Slovencev, ki se trudijo za narodno spravo. In to ste vi. Slavimo vse Slovence, ki se borijo za ohranitev slovenske neodvisnosti in njene identitete. In to ste zopet vi. Slavimo pogum, sočutje in dostojanstvo slovenskega naroda. In to je pri vas.
Spoštovani potomci rovtarskih in drugih učencev, to, kar je zapisano na tej plošči, mora biti naše vodilo. In to je tudi zaveza in obljuba vsem ljudem dobre volje v Sloveniji, Slovencem in Slovenkam ter državljanom naše države, tudi danes. Amen. Sedaj pa izpovejmo svojo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vsesrednjih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorodnega Sina Božjega, ki je iz začetka rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utresil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slaviti sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega Duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom volimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in o eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavanje krst, odpuščanje grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem letu. Amen. Bratje in sestre, Kristus ima besede večnega življenja, zato se s svojimi prošnjami zatecimo k njemu in ga prosimo. Danes se pri maši spominjamo žrtev vseh treh vojen in vseh po vojni umorjenih iz Rovtarske župnije. Za ohranitev njihovega spomina je bila pred 80 leti zgrajena kapelica, v kateri so zapisali imena vseh, ne glede na kateri strani so padli. Nad vsemi bedi Marija, kraljica Slovencev. Gospod, po njeni priprošnji nam nakloni zvestobo veri, narodu in domovini ter milost spravi. Prosimo, da sliši nas. Rovtarski domobranci, ki so leta 1944 dali pobudo in zbrali denar za postavitev kapelice, so delovali pod duhovnim vodstvom vojaškega kurata, duhovnika Franca Kunstrija. Njegova pot se je po krutem mučenju končala na Teharjah, kjer je še potem, ko so ga prebili do neprepoznavnosti in mu zdrobili zapestji in dlani obeh rok, delil odvezo svojim na smrt obsojenim vojakom. Gospod, nakloni nam zvestih in gorečih duhovnikov, ki se bodo pripravljeni žrtvovati za vero in narod. Prosimo, da sliši nas. Ob koncu druge svetovne vojne so iz Rovt odšli skorajda vsi fantje in možje. Eni na Koroško, drugi so se šli javiti v Logatec, kamor jih je pozval javni razglas. Odšlo je tudi nekaj deklet in družin. Le majhna peščica se jih je vrnila ali odšla v izgnanstvo daljne dežele, za večino pa se je izgubila sled in še danes ne vemo, kje je njihovo zadnje počivališče. Gospod, prosimo te za naše družine, da bi ohranjale vrednote, katere so branili in za katere so se žrtvovali naši predniki. Prosimo, da sliši nas. Vsi ljudje, ki so ob koncu vojne odšli in so njihova nova domovina postale daljne dežele, so do zadnjega imeli Slovenijo v svojih mislih in srcih, a bili so označeni kot izdajalci in za novo oblast odpisani.
To je bila njihova velika bolečina. Gospod, prosimo te, naj ta bolečina, izhajajoča iz krivic, storjenih tem ljudem, vzdrami Slovence, da se zavedo, kaj je v resnici bilo izdajstvo, da se dogajajo nove izdajstva nad duhom in zgodovino Slovenije in da žrtve, ki so za to plačale, niso bile zaman. Prosim, Avtorje, sliši nas. Jezus, naš Gospod, ne dopusti, da bi naša vera omagala v preizkušnjah. Usliši te naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Ki jih je hudobija greha oddaljila od tebe, da bi ta družina, zedinjena v tebi, trojedinem Bogu, blestela kot tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče svetega duha, v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te, združeni z angelskimi zbori, hvalimo in veseli tvoje. Amen.
vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel v prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve razširjene po vsem svetu, popolni ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših rajnih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bude tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Ta stisk roke je obljuba in zaveza, da hočemo delati za mir, najprej v naših krajevnih skupnostih, po vaseh in soseskah,
potem pa tudi v našem narodu. Kristjan je nosilec ljubezni.
Dobri Oče, po sakramentu svojega usmiljenja nas ozdravi. Prenavljaj nas in ohranjaj v svoji ljubezni, da bomo vedno živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še poznanila za prihodnji teden. V nedeljo je Zeferin papež in mučenec od 19. zakojnega Istoka Tomazinov leta Petrove 36. Torek je sveta Monika, mati svetega Avguština, ob 19. v zahvalo rote 104D. Sredo goduje sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj, ob 19. zapojne starše Medved, obletna Petrovec 15. V četrtek je vod mučeništva svetega Janeza Krstnika, ob 19. zapojnega Matevža Brenčič, rote 158. Petek ob 19. za pokojno Minko Treveno leta Petrovec 11a. V soboto je maša ob 11. na vrhu svetih treh kraljev, tam je tudi srečanje za bolne in starejše. Ob 13. poročna maša na Petkovcu za srečen zakon. Nedelja je 22. nedelja med letom, angelska nedelja, goduje Egidij, Tilen, Opat, ob 37 za Frane, ob 10. za Pojne Pivki in Ambrožič, obletna, Rotarske Žibrše 28. V nedeljo je ob 10. uri tudi maša v Vranih Pečinah za umorjenega duhovnika Jožefa Geopedija, župnija Zaplana. Potem oratorij bo v župniji potekal od ponedeljka 26. četrtka 29. avgusta. Naslov oratorija je Blagor zvestim. Spoznavali bomo zgodbo proroka Danijela iz Stare zaveze. Zaključek oratorija bo četrtek ob 15. sveto mašo. V času od 26. avgusta do 30. bo vpis otrok v Ruhu. Vsak dan popoldne od 15. do 18. tudi za otroke, ki bodo obiskovali prvi razred v Ruha. Kdor ne more popoldne, lahko pride tudi dopoldne. Ob opisu boste prejeli delovne zvezke, liturgične zvezke in katekizme ter poravnali zanje pristojbino. Torek 27. avgusta je po večerni maši v Vroči učilnici priprava na sakrament krsta za starše in otroke, ki imajo otroka za krst. K pripravi prinesite družinsko knjižico, rojstni list otroka in botri potrdilo za botra, če so iz druge župnije. Jaz vas lepo pozdravljam tudi v imenu Nove slovenske zaveze, krevnega odbora Rote, ki pripravlja spominsko slovesnost po darovani maši. In vas obveščam, da zaradi vročine, ki je zunaj, ne bomo imeli zunaj spominske slovesnosti, ne bomo imeli kar v cerkvi, tako da vas prosim, da ostanete na svojih mestih. Bomo pa tudi začetkom programa skupaj z našim poslancem položili cvetje pred kapelico, se pravi vse pobiti iz prve, druge in zadnje vojne. V tem času vas prosim, da ostanete v cerkvi v tišini, da tudi za nekaj trenutki molka počastimo spomin na naše pobite. Tisti, ki ste od drugod, pa pač v svojem srcu se spomnite vaših pokojnih. In naslednja Božja blagoslov. Gospod z vami. Oče moči, naš Bog, je današnji dan po duhu tolažniku razsvetlil srca učencev, da boste, naj vas razveseljuje svojim blagoslovom, da boste tudi vi vedno deležni obilnih darov svetega